Zdravo, živijo moji dragi poletni prijatelji, lepo pozdravljeni v naši poletni osvežitvi in pa tem poletnem kotičku, kjer predstavljamo nove skladbice. No, danes predstavljamo eno izmed takšnih, ki pa ni povsem nova, ampak smo jo začeli predvajati že nekaj časa nazaj, ampak naša Janja Ulaga je seveda polno zaposlena urednica, glasbenica, mamica in končno si je našla tudi seveda čas za nas in mi jo z veseljem gostimo. Lepo pozdravljena, Janja Ulaga. Živijo, Ana, kako ste? Ja, mi smo super poletno in vroče, pa ti? Ja, nič ne zgodi se slučajno, zato sem v redu. Super, no ti najbolje veš in to si tudi povedala v skladbici. Nič ne zgodi se slučajno, ki si jo pa napisala čisto sama. Odkot, kako je nastala ta ideja? A je to bilo zdaj pred kratkim ali je nekaj časa to nastajalo? Ja, Ana, ne boš verjela, ampak jaz v življenju razmišljam zelo veliko. Res? Ja. Ne bi rekla, Janja. Ja, razmišljam včasih celo o življenju. Lepo je to slišati, boš še nam dala kak nasvet, prav? Ja, kadar pa ne, pa pač življenje samo hoče, da jaz razmišljam o njem in v tem primeru je pač to samo en odraz tega, ena plat tega, kar si jaz mislim v življenju oziroma kako doživljam jaz življenje. Pa se mi zdi, da če se kdo poglobi v to besedilo tudi sam, da ugotovi, da se najbrž tudi v njegovem primeru nisem kaj dosti zmotila, ker vsako leto, ko smo starejši, ko gledamo za nazaj, vidimo, da se nam ene stvari pač res v življenju morajo zgoditi, če tudi se nam ne zdijo v tistem trenutku niti poštene, niti najbolj prijetne, pa tudi prijetne se zgodijo z razlogom. Ja, res je, zelo lepo si to povedala in se mi zdi, da v tem času sploh zdajle manjka takšnih besedil, takšnih situacij, ki nam dajo razmišljati. Je mogoče tudi ta situacija, ki se zdaj dogaja, bila povod za tole skladbico? V bistvu je ta skladba nastala preden se nam je ta situacija s korono zgodila, to pač res ni nihče predvideval, ampak tudi če bi v to situacijo postavili, bi to besedilo vzdržalo. Smo videli po kakšnem mesecu, 2 ali 3, da se je tudi ta korona zgodila z razlogom, oziroma tudi če se ne bi, ampak smo iz nje nekaj izvlekli, spoznali, da je tudi to, da se svet ustavi, kar se nam je zdelo pač nemogoče, da se bo kdaj zgodilo, potrebno ali pa koristno za človeka samega in to, da se za en dan ustavi ali pa za en teden, kolikor si mi vzamemo dopusta, res čisto premalo, da sploh razmislimo, zakaj živimo, kje živimo, s kom živimo, kam gre naše življenje in ali je vredno vse to, kar počnemo. No, zdaj ta karantena in korona trajata že tako dolgo, da jaz mislim, da nam je večini že jasno ali da se je to večina vsaj že parkrat vprašala, ukolikor se še ni, mislim, da bomo še imeli priložnost. Torej, zato je tudi tukaj tale tvoja skladbica, da nam da malo razmišljati in tudi sama si, kot si že rekla, o tem razmišljala v pesmi. Ste pa snemali na eni čudoviti lokaciji, sem videla, kamor bi si pa mi vsi želeli iti malo pokukati. Ja, jaz sem predvsem iskala eno lokacijo, ki je krasna slovenska lokacija, nekaj, s čimer se lahko Slovenija pohvali, da je eden od biserov slovenskih, ki jih res ne manjka. Tako da se je v bistvu težko odločiti, kje bi, je pa res, da sem pač imela priložnost posneti ravno tam, z lastnikom tega objekta oziroma pač tega bisera našega se nekako poznamo in nam je to omogočil. Je pa res, da tam na tem območju stoji tudi prekrasen kip Zlatoroga. Legenda Zlatoroga mi je prekrasna, po drugi strani pa me povezuje tudi z mojim mestom Laškim, ki je ravno tako Zlatorogovo mesto. Torej, ja, nismo pa še sploh omenili, da ste snemali v Kranjski Gori ob jezeru Jasna, ne? Jasno, ja. Jasno, da na Jasni. Krasno Jasno, pa videli smo v spotu tudi kolegico, radijsko kolegico Ajdo, tako da kar lušten ste se imeli vi tam. Ja, vsi smo se imeli luštno, čeprav je bilo res naporno, smo se pripravili na to snemanje, smo si šli že tudi prej ogledati teren, tako da smo imeli res razdelan scenarij, nič se ni zgodilo slučajno, čeprav so se nekatere sladke stvari in to, da se je ekipa pač res poklopila tako, kot se je, pa zgodilo, zato ker se je tako moralo zgoditi in zato, ker smo vsi imeli dobre namene. Kolega nas je peljal tam tja z enim velikim kombijem, kar je pripomoglo k temu, da smo se ogreli do Jasne že povsem in smo bili kot eno in smo res delali kot urca od zore do mraka.
Lepo je to slišati, ja, da ste pridni, delovni in pa kreativni. Ti imaš veliko vlog, Janja, zdaj glasbenica, urednica, radijska voditeljica. Kje v kateri vlogi recimo se najlažje znajdeš? Pa težko rečem, v kateri vlogi se najlažje znajdem. Se znajdem v tisti vlogi, v katero sem v tistem trenutku poklicana in se pač poskušam v tistem trenutku najbolje odrezati, kolikor gre. Me včasih mori to, da imam za kakšno stvar premalo časa in potem ne izpade tako zelo dobro, kot bi si želela, ampak pač to je življenje. Enkrat imamo časa malo več na razpolago, drugič malo manj. Včasih se počutimo zelo dobro, pa z malo časa zelo veliko naredimo in dobro naredimo, včasih pač malo manj. No, jaz mislim in verjamem, da se vsi z menoj strinjajo, da ste tukaj opravili odlično delo in zdaj, če že govorimo toliko o tej krasni skladbici, ki nam bo dala razmišljati, pa si jo zdaj poglejmo, predvsem pa prisluhnimo čudovitemu besedilu, torej Janja Ulaga in Nič ne zgodi se slučajno.